Z infrardečo kamero, ki zazna temperaturo teles, določimo različno toplovodno prevodnost. Na katerem materialu se bo vtis vaše roke najbolj in najdlje poznal, ko ga boste pogledali skozi infrardečo kamero? A. Na lesu, B. Na plastični plošči, C. Na bombažu ali D. Na aluminijasti plošči. Ja, to po moje na aluminij. Hitro odgovorili. Še nekaj sekund. In izbrali ste dvakrat odgovor D. Na aluminijasti plošči. Rok, če želim nekam ulomiti, recimo, in ne želim, da infrardeča kamera zazna moj vtis, česa se ne smem dotakniti? Svet okoli nas lahko z očmi opazujemo zaradi vidne svetlobe, ki jo oddajajo različni svetlobni viri. No, vsa telesa pa oddajajo tudi infrardečo svetlobo, ki jo lahko zaznavajo na primer kače. Mi pa je s prostim očesom ne moremo videti, zato si moramo pomagati z različnimi pripomočki, kot je na primer tale infrardeča kamera, ki zaznava temperaturo teles. Rumeni in rdeči odtenki tako predstavljajo toplejša območja, modri in zeleni odtenki pa hladnejša. Tako na primer vidimo, da je voda v levem kozarcu hladnejša kot v desnem. Zdaj pa gremo k našim materialom. Te lahko ločimo tudi po toplotni prevodnosti, ki pomeni, kako hitro toplota prehaja skozi element in kako hitro se po njem razprši. Manj kot je predmet prevoden, dlje časa se bo na njem zadržala toplota. Jaz bom na vsak element takole za 5 sekund položil roko in jo potem umaknil in manj kot je element prevoden, dlje in bolj močno se bo na njem poznala tale roka skozi infrardečo kamero. Začeli bomo kar tukaj pri aluminiju. 5 sekund bom zadržal roko in kot veste, kovine so zelo dober prevodnik, to pomeni, da bo tale roka zelo hitro izginila iz infrardeče slike, ker se je toplota že razpršila. Zato kovino uporabljamo tudi za lonce, da toplota hitro prehaja skozi. No, zdaj pa se prestavimo na les, ki, kot veste, je dober toplotni izolator, kar pomeni, da se bo toplota na njem dlje časa zadržala, potem pa se bo le počasi razpršila po površini. Podobno velja tudi za plastiko. Tule imamo ploščo za kocke in tudi tukaj lahko vidite lepo pikčasto podobo toplote na infrardeči kameri in tudi toplota se bo kar nekaj časa zadržala, no potem pa se bo res razpršila po tejle plošči. Poglejmo še bombaž. Ta pa je izjemen toplotni izolator, saj je med vlakna ujet zrak in ta toploto res najdlje časa zadrži, kar pomeni, da bo tale odtis roke ostal še dolgo. Tale pulover je tudi odlična izbira za hladne švicarske zimske noči, ki jih verjamem, da jih tukaj ni malo. Zelo je topel, pa tudi nekaj enačb ima. Pa morda tisti ta brihtni tudi kakšno razumete. V CERN-u, kjer se nahajamo, infrardeče kamere uporabljajo tudi, da opazujejo tele velike cevi, ki skrivajo tekoči helij pri temperaturi -270 stopinj Celzija in opazujejo, če dovolj dobro preprečujejo pretok toplote. Infrardeče kamere pa uporabljajo pogosto tudi v gradbeništvu. Dobro, hvala, Rok.